sam si šel v firmo, pa si vprašal, če kaj rabijo. In jaz sem šla v Šešir, na kadrovski oddelek me je vratar poslal, sem vprašala, če rabijo kakšno za delo, za zaposlitev. In ni bilo problema, sem začela delati lahko takoj. Po parih letih, po 2 letih, sem dala prošnjo, vlogo, če me lahko premestijo na Spodnji trg, da sem imela bližje v službo, ker sem stanovala na Klobovsovi ulici. Najprej sem začela delati v spodnjih prostorih, nekaj sem pol delala tudi v sušilnici, tam je bilo še bolj vroče, tam je bilo tudi za vsak vrsta teh tulcev je bilo recimo druga temperatura, si mogel paziti, da so se preveč posušili, če so se preveč posušili, je bilo spet narobe, če je bilo premalo, je bilo spet narobe. Roke so bile zelo pomembne pri delu, smo imeli rokavice obvezno, zato ker je bila tudi para dosti močna. In pod temi rokavicami se je rad naredil ekcema, ker so se te roke potile. In jaz se spomnim za sebe, jaz nisem mogla v teh rokavicah delati, jaz sem delala to zmeraj brez rokavic. Tudi če je bila para vroča. Moški so tudi delali na tem oddelku, samo oni so imeli to, z teh tulcev so pol oblikovali klobuke na tej z vodo. So imeli take banje, noter je tekla ta mrzla voda in oni so pol te tulce oblikovali, da so naredili klobuk, da je pol to šlo naprej v šivalnico. Veliko oddelkov, to je bila recimo na Trati je bila šivalnica, pol je bila kožarna na Trati, temu oddelku se je rekla kožarna, tam, ker so zajčje kože dlako predelovali. Pol tle od spodaj, ki sem jaz delala, temu so rekli mokri oddelek, ker je bilo veliko vode, veliko pare. Pol je bila sušilnica, pa na vrhu je bil pa še oddelek za damske klobuke. In takrat v tistem obdobju, ko sem jaz delala, je bil trend damskih klobukov, se je veliko damskih klobukov delalo. Ogromne količine klobukov se je takrat naredilo. Začela smo ob 6. Si mogel biti že par minut pred 6 pred strojem, da je ob 6 stroj zalaufal. Pa do 2. Dobro, niso delali tako popoldne, da bi mogel ostati ali pa kaj. So bile pa delovne sobote, ko pa smo prišli delati, ko se je model, ki je naročil bil in je bilo treba do roka narediti. Končen izdelek je bil recimo na Trati. Vse tole, kar so je pa tukaj delali, je bil pa še zmeraj pol izdelka. Je bilo na mokrem izdelku, je bil pol izdelek, pol recimo v šivalnici so prišli pol izdelki iz tle, so prišli na Trato. In tam bi bil končen izdelek se je naredil. Začelo se je pa vse v kožarni s kožo, z zajčjo kožo. Ta koža se je pol pihala na te lonce in na teh loncih se je ta koža parela in z tega je bil že tulc. Sam to je bil recimo meter dolg tulc, pa meter širok, in pol smo ga na teh strojih so ga pol ženske obdelovale. Glavna kuhinja je bila na Trati, pol nam je pa šofer pripeljal recimo pol 10 ali pa ob 9 smo imeli malico, oni so nam tukaj hrano, ena kuharica je prišla z njemu, da je to razdelila in to je bilo pol ure, pa smo spet na delu. Jaz sem bila toliko malo časa tam, da izletov takrat ni bilo. Vem, recimo za novo leto smo recimo boljšo malico imeli. Mislim, se malica je bila zmeraj dobra, ampak tako je bila malo boljša pogostitev. Tudi recimo za 8. marca smo dobili recimo nageljčke. Recimo sami smo polkam šli, če je bilo tako po službi. Fino mi je bilo, ker je bil tak fleksibilen del, ni tako, v redu. Tudi vsak del sem se hitro privadila, mi ni bilo nič težko. Kamor so me dali, sem delala, mislim. Mi ni bilo, da bi rekla, tega pa ne zmorem ali pa kakorkoli. Tudi če sem bila mlada, sem se trudila, da sem šla čim bolj v korak s temi, ki so bili že toliko let noter. Pa mislim, da mi je kar uspelo. To je bila ena najmočnejših tovarn tlele v Sloveniji, sploh v Evropi ali pa. To je velika škoda, da se je tako zgodilo, kot se je.
Šeširju sem se zaposlil kot vodja investicij in vzdrževanja. Kasneje sem dobil naloge še in sem bil odgovoren za varstvo pred požarom, požarno varnost, energetiko in ekologijo. Kasneje še pa sem sodeloval tudi pri uvedbi novih izdelkov na tehnološkem področju. Delovno mesto mi je omogočalo gibanje po tovarni, spoznal sem vsa delovna mesta, na vseh delovnih, skoraj na vseh sem tudi fizično probal delati. Se pravi, tam je bilo od mehčanja kož, odpiranja kož, čimžanja, striženje dlake, potem je pihanje dlake, oblikovanje tulcev, barvanje, površinska obdelava, pretiranje, oblikovanje, pa oprema klobukov. Skratka, preko vzdrževanja sem bil v vseh oddelkih in spoznal tudi vse stroje. Domačini seveda kupovali, ampak glede na količino proizvedenih klobukov je to zelo majhen delež. Pretežno je Šešir delal za izvoz, mislim, da je bilo preko 90% je bilo izvoza. Jaz sem bil tako ali tako po celi tovarni, poznal sem vse delavce, z vsemi sem bil v kontaktih, veliko sem se naučil od njih, tako da kolektiv je bil v redu. Kasneje, seveda, ko so pa začeli zastajati plače, regresi, so se pa pojavljala določena nezadovoljstva in tudi vodjem je bilo težko od delavcev zahtevati kvaliteto in kvantiteto, glede na to, da niso dobili plačila. Nekaj delaš, nekaj znaš, v nečem si dober ali pa vsaj misliš, da si, in ko se to ukinja, ni enostavno. Iskanje druge službe, kaj bi, kako bi, je tudi težko. K sreči se je odprla tokom stečaja možnost nadaljnjega dela na tem področju. Ko se je začela celota deliti in prodajati po delih, tam sem pa videl možnost odkupa določenega dela gotovih izdelkov, nekaj strojev, kar je bilo del stečajne mase, in to naj bi mi zadoščalo, da bi lahko začel na svoje. Za upravljanje svojega dela sem se največ naučil v sami tovarni. Ker z nekim znanjem v tovarno bi prišel težko, drugih takih podobnih panog tovarn tukaj ni. Tako da sem se naučil večinoma v sami tovarni. Nova klobučarska delavnica ima 4 prostore, vse skupaj meri okrog 100 kvadratnih metrov. Ena soba je showroom, kjer imam razstavljene izdelke in polizdelke, opremo za klobuke. Potem je delavniški del, v katerem izdelam oziroma oblikujem in opremim klobuk. Potem je delavnica, v katerem obdelam površino in apreturo. In pa še prostor skladiščni za polizdelke in modele. Končnih izdelkov imam zelo malo, ker polizdelek iz zajčje dlake je precej drag. Tako da predvidevam delo, da si vsak kupec izbere polizdelek, željeno obliko, opremo, ki jo želi dati na klobuk, notranji trak, zunanji trak, trdoto klobuka, barvo, obdelavo površine in takoj klobuk narejen po želji kupca. Želel sem pa mišljenja sem bil, da dejavnost v Škofji Loki mora ostati, ker je že dolgoletna tradicija. Drugega, da bi to zapeljal ali pa na novo začel, ni bilo. Interes kot prvo je preživeti, potem pa prenos tega na mlajše rodove. Ker te dejavnosti obrti je zelo malo in zelo redka, in tisti, ki imajo, skrivajo postopke, tehnologije. Meni to ni problem komu pokazati, koga kaj naučiti. Če se je hotel kdo s tem ukvarjati, pri meni zagotovo lahko vidi, kako se kaj naredi.